kolegi geografi in so v samo obdelavo upoštevali 12 kazalnikov različnih z področja demografskega stanja in demografskih gibanj, družbeno-gospodarskih gibanj in pa prostorskih značilnosti. In potem se je izrisala karta verjetnosti pojavljanja konfliktov, se pravi od zelo majhnih pa do zelo velikih. Vidimo lahko, da v osrednji slovenski regiji se verjetnost konfliktov v glavnem giblje med srednje majhnimi in srednje velikimi. In zopet je nekako ta pasovitost izbija ven, odvisno od tega, kje je prisotna, kakšne demografski trendi so prisotni v posameznih občinah. Mogoče še za zaključek, dejstvo je, da demografske in pa socialne spremembe na slovenskem podeželju potekajo zelo hitro in so zelo intenzivne. Še posebej po vstopu Slovenije v Evropsko unijo, ko je zadnje tudi podeželje bilo deležno kar nekaj finančnih spodbud in to se vsekakor kaže tudi v teh spremembah. Izgublja se pomen kmetijstva in gozdarstva, ki sta bila dolgo časa vodilni dejavnosti v prostoru. Pojavljajo se velike razlike v tako imenovani stopnji podeželskosti, pač posledica tega, da je slovenski prostor zelo pester, razčlenjen in ima različne razvojne strukture. In pa, kar je najpomembnejše, mogoče povečuje se socialna in zaposlitvena razslojenost prebivalstva. Kmečko prebivalstvo zmanjšuje, ne samo kmetje, ampak tudi kmečko prebivalstvo in na podeželju je vedno večja prevlada nekmečkega prebivalstva. Kaj se še dogaja? Povečuje se zanimanje mestnega ali pa, če drugače rečemo, nekmečkega prebivalstva za razvojne danosti, ki jih podeželje nudi, ali za rekreacijo ali pa tudi za bivanje, kar je še večji pritisk na prostor. Posledica tega je, da se povečujejo razvojni konflikti, kar bomo govorili na delavnicah, in sicer na prostorskem, socialnem, okoljskem, gospodarskem področju. In potem še zadnja posledica tega razslojevanja pa je, jo pa lahko razdelimo na dva tipa. Na tip, kjer je demografska rast pozitivna, kjer je priliv prebivalstva iz urbanega okolja večji. Tam se že včasih lahko pojavi pomanjkanje ustreznih storitev, predvsem pa pomanjkanje razpoložljivih stanovanj, o čemer bomo tudi danes govorili. Na nasprotni strani pa na območjih, kjer je prisotna depopulacija, pa se ukinja mreža storitev, mreža bank, zdravstva, šol in tako naprej. Spomnimo se spomladi, ko se je zaradi prostega spora, da so kar nehali delati trije bencinski servisi na podeželskih območjih. In pa na teh območjih se prav tako zaradi odseljevanja soočamo z neizkoriščenim stanovanjskim potencialom, praznimi hišami in tako naprej. Toliko, hvala lepa z moje strani, pa želim vam uspešno delo na delavnicah.